Mlada slovenska reprezentanca je nov kvalifikacijski ciklus za Evropsko prvenstvo, ki ga bosta junija leta 2019 gostili Italija in San Marino, začela v Ajdovščini. Prvi tekmec v skupini 9 je bila izbrana vrsta Luksemburga. Slovenija je bila kot drugi nosilec v skupini favorit dvoboja, ki pa je potrdil, da tudi v tem rangu tekmovanja ni več izrazito podrejenih tekmecev. Varovanci Primoža Glihe so se zavedali svoje vloge in z napadalno igro hitro preigrali prve strele proti vratom. Že v prvi minuti je mimo gola meril kapetan Ožbolt. Na podoben način tudi zaključek po strelu Tučiča. V 6. minuti so prvič zapretili gostje, a je Sorčan zaustavil strel Merša. V 15. minuti še ena obetavna slovenska akcija in nenatančen zaključek Glihe. Spet na drugi strani prekinitev in poskus Bonerta, ki je z glavo meril preko gola. Tu je bila tekma že bolj enakovredna. V 32. minuti se je zdelo, da je Slovenija prišla do pomembne prednosti, saj je bil zaradi trka z Vrbancem izključen Sakras in igralec več je bil pomembna dodatna vzpodbuda za varovance Primoža Glihe. V praksi se je tu pokazalo z novo izjemno akcijo, ki jo je z globinsko podajo začel Kramarič, a se je Ožboltu po robu ponovno postavil gostujoči vratar Rule. Očitno pa je dodatna premoč slovenskih upov delovala v nasprotni smeri, saj so gostje le 6 minut potem, ko so ostali brez igralca, izigrali našo obrambo in je Pinto prišel do priložnosti, ki je ni zapravil. Natančen udarec za 0:1 v 41. minuti oziroma za izid polčasa. Bil je strah, seveda je bil strah. Torej, to je nedopustno, da proti Luksemburgu tako slabo tekmo odigramo. Mogli bi, kakor sem rekel, že od začetka zagresti, kot smo drug polčas, da se ne bi na koncu matrali, kar smo se, je bilo očitno. V nadaljevanju torej vendarle drugačna slika na ajdovskem stadionu in okrog 300 gledalcev si je lahko kmalu oddahnilo. Ampak najprej so še enkrat zapretili Luksemburžani, ko je moral Sorčan zaustavljati strel Muratoviča. Nato pa vendarle zadetek slovenskega kapetana Ožbolta, ki se je obenem odkupil za vse zgrešene priložnosti v prvem polčasu. Za izenačenje je zadel z glavo po podaji Glihe. V 59. minuti nadaljevanje slovenskega pohoda proti uvodni kvalifikacijski zmagi. Za podajo je poskrbel Brecelj. V polno je z odbojem preko noge gostujočega branilca Markesa meril Mlakar 2:1. Slovenci so imeli od tu naprej igro povsem v svojih rokah, nanizali še nekaj obetavnih akcij. Za končnih 3:1 pa je bil v 91. minuti še enkrat natančen Ožbolt, ki je po prekršku nad njim sam izvedel najstrožjo kazen. Delamo velike napake, predvsem v zadnji liniji, to bomo morali popraviti, vendar, če igralci ne igrajo, sem večkrat upozoril, če igralci v obrambi ne igrajo, niso standardni, to je specifično delovno mesto in v prvi ligi, če ne bomo začeli forsirati te igralce, kljub temu, da oni delajo napake, kar se tudi danes videli. Med tekmo smo zgrešili. Eno je Steno Milan, dve res lepe priložnosti, če bi tam zabili, bi bil verjetno na koncu dosti višji rezultat. Po teh dveh priložnostih smo močno padali, pa to tako ne bo šlo, ne. Bomo mogli to popraviti, predvsem v obrambi. To so vse tisti elementi te individualne igre v fazi obrambe, ki že temeljijo na umetnosti, če se spomnite, kako je Baresi pri 38 za Milano igral, ne. To je to, kar oni potrebujejo, ne? In če to ne bomo popravili, bomo imeli kar v prihodnosti velike probleme. Slovenija bo naslednji kvalifikacijski tekmi odigrala v Luksemburgu in v Črni Gori. Doma pa ponovno novembra, ko prihajata v goste Črna Gora in prvi favorit skupine Francija.